Lep pozdrav. Zategnjenost ali zakrčenost? Veliko vas mi reče, saj jaz nisem raztegnjen, jaz sem zakrčen, a ne? Želela bi opozoriti, da v primeru, ko vezivna tkiva ne delajo tako, kot je treba, takrat je vse raztegnjeno. In ker vezivno tkivo tega ne more kot elastika skupaj držati, a ne se tako krčati in širiti kot nek trampolin, takrat mišice prevzamejo to vlogo in se zakrčijo in so čisto trde. In na tistem mestu, kjer vam vezivno tkivo ne dela tako, kot je treba, tam so mišice najbolj zakrčene, a ne. In čeprav imate vi kaj raztegnjeno, ni treba, da imate tako raztegnjeno kot jaz, a ne, da imate res, ne vem, prste strašno raztegljive in tako naprej. To se lahko pozna na notranjih organih ali pa kje druge, a ne. Ker v primeru, naprimer, da vezivno tkivo ne drži dovolj skupaj, a ne, pa to prevzamejo mišice, držijo to vse mišice. In če mišica spusti, tukaj vmes skoči živc. In živc vam lahko preščipne, a ne, zato ker potem ni ničesar več, ko vaše mišice to spustijo, ni ničesar več, kar bi uviralo ta živc, da bi skočil noter, ker vezivnega tkiva ni v količini, kot bi morala biti, a ne. Zato so išias, pa take stvari so zelo pogoste, a ne. Tudi pogosto je, da se tam mišice prav utrdijo okrog neke poškodbe, recimo na hrbtenici, ker če ni dovolj vezivnega tkiva, morajo mišice vse prevzeti. In mišice morajo delati, če ne, to je vaš zaščitni mehanizem. To ni zdaj nekaj, kar je zdaj narobe samo po sebi, ampak je to vaš zaščitni mehanizem, da so vam zaščitile mišice vaš manjko vezivnega tkiva. Seveda pa takrat, ko je telo preutrujeno, te mišice spustijo in takrat se največkrat dogajajo poškodbe, zato ne veste, ne vem, zakaj sem si zdaj zvil, ne vem, gleženj, zakaj sem dobil bursitis, zakaj me je glih zdajle išias. Toliko ste bili zmatrani, a ne, da je celo mišica, ki je navajena delati, 100 na uro popustila. Tako da, če ste vi zakrčeni, je to ravno tako lahko vzrok, da nimate dovolj vezivnega tkiva oziroma da vam ga ne nalaga tako, kot je treba, ali pa kakšne druge vezivno-tkivne bolezni. Ni nujno, a ne, lahko je kaj drugače, ampak je pa zelo možno. Tako da to, da imate vi zelo zategnjene mišice, ne izključuje vezivno-tkivne težave. Bi vam pa rekla še to, a ne, pri vezivno-tkivnih, zdajle se meni ravno fejst vid, a ne, so zelo pogoste intolerance, se pravi, imate oči rdeče, tako kot jih imam jaz zdajle, čisto vnete, a ne, ste pol z veliko pripomočki, a ne, razno raznimi, zelo pogosto se rozaceja javlja, a ne, pri meni se vidi, a ne, ker takrat intolerance to naredijo, spusti se herpes, zato ker pade imunski sistem. To se vse dogaja spet zaradi raztegnjenih vezivnih tkiv, ki spuščajo noter v celico preveč toksinov. To je, kadar smo mi izpostavljeni čemu, a ne. Jaz sem bila precej kemiji izpostavljena nekaj plesnim in 10 dni ne pridem že k sebi in tudi ne zgleda, da bom. To začne vse tako boleti, da to ni sploh za govoriti. Kakšne ekstremne bolečine so to, kakšna izčrpanost, a ne, kakšna totalna nesposobnost karkoli v takem času narediti. Jaz vam ne govorim to zato, da bi vse prepovedovala, ampak zato, da vidite na primeru, a ne, kako to zgleda vezivno-tkivna bolezen. Jaz imam Ehlers-Danlosa, ni treba, da imate Ehlers-Danlosa v tako hudi obliki, a ne, lahko imate pa tudi kakšno drugo vezivno-tkivno bolezen. To je najbolj pogosta stvar pri mialgičnem encefalomielitisu, a ne, pri sindromu kronične utrujenosti. So prisotno mialgičnemu encefalomielitisu, je pa hiperaktiven imunski sistem, ne, če dobivate herpese, afte in tako naprej, če zbolevate. Potem hipersenzibilnost, a ne, ker so raztegnjena vezivna tkiva, kronična utrujenost, kronične bolečine in pa včasih je povezano tudi z avtizmom.
Ja, ne nujno, ampak je včasih. Lepo bodite, čim bolj se pozdravite. Želim vam veliko lepe energije, da boste v teh turobno meglenih dneh ostali čim bolj zdravi. Držite se.